Živijo in dobrodošli v naši švedski hiški. Da poveva malo zgodovine o tej hiši. V bistvu je bila zgrajena leta 1907, tako da je kar stara, ampak še kar v redu stanju. V bistvu sta imela dva brata, ki sta živela v Stockholmu in sta uporabljala samo za vikend oziroma za čez poletje. Potem pa je na stara leta eden od bratov umrl in se je ta drugi brat odločil, da se bo za stalno sem preselil nazaj. Ja, zdaj ta hiška prej še ni imela prizidka, tako da preden je on sem prišel, se je odločil, da bo naredil prizidek, kjer je zdaj nova kopalnica z novo geotermalno toplotno črpalko. Potem je gospod zamenjal vsa okna, zamenjal streho, zamenjal je fasado, dal je nov septični tank oziroma greznico z malo čistilno napravo. Ampak je imel zelo nesrečo, da preden so bila vsa ta dela dokončana, je že zbolel in šel v bolnico. Ta čas potem, ko je bil on v bolnici, so se tudi dela dokončala, ampak on žal iz bolnice ni nikoli več prišel in je tudi tam umrl, tako da zato je bila potem ta hiša na prodaj, v bistvu prek dediščinskega sklada švedskega, ker ni imel nobenih dedičev. Tako da ja, tako sva midva do hiše prišla, midva sva sicer zadovoljna, da so bila vsa ta večja dela narejena. Ja, žalostna zgodba, ampak za naju je zdaj v redu, pozitivno. Dober stekel, ja. Ampak ja, je pa treba seveda hišo celo renovirati, trenutno je čist prazna, ker preden so jo začeli prodajati, je vaška skupnost ven pobrala vse stvari, če so jo spraznili, za kar sem jim tudi hvaležna, ker če bi mogla še vso kramo staro in pohištvo ven metati, bi bilo res veliko dela. Tako da sva zadovoljna, da je prazna in da lahko tako začneva z deli. Ja, res je. No pa pejmo. Evo, to je prvi hodnik in takoj pridemo v kopalnico. V bistvu do tukaj je ta prizidek, ki sva rekla, tako da kopalnica je čisto nova in to je edini prostor, ki ga ne rabimo prenavljati. Je pa kar velika. Tole je geotermalna toplotna črpalka, pralni pa sušilni stroj. Naprej pa, ja, je dosti jasno, kaj je. Malo jo bomo seveda polepšala, ampak zaenkrat se deluje in so zadovoljna. No, to je star WC, ker ni bilo tega prizidka in niso imeli WC-ja drugje, tako da je bil tukaj. No, to je bila pa kuhna, ki je zaenkrat ima še malo opreme, ampak to bo tudi ven dala. Ja, je vgradne omare in vse je všečno me, ker je dosti cvet prostor in velik. In upava, da bo lepo izgledala na koncu. To je dvodnevna soba. Zaenkrat je zelo temna, pa tla so bolj uboga, pa te vgradne omare, ki jih ne bo, ampak ja, bova vse mogla prenoviti tukaj noter, ker tudi upava, da bo v redu izpadel. Iz dnevne sobe je pa še povezava v spalnico, ki je ogromna, v bistvu je večja od dnevne sobe. Ampak nam je všeč, ker bomo potem lahko iz postelje zjutraj gledala mogoče celo kakšnega losa, če ne pa srne pa zajce pa tako. Tako da ja, to so še druga vrata, ki grejo nazaj na hodnik. Potem je pa to eno omara, tukaj noter je pa led. Ampak ne bova zdaj nalazila dol, ker so dosti strme štenge, tako da nekaj dosti za videti v kleti. In ja, to je to. To pa so stopnice za gor. Evo, smo v zgornjem nadstropju, tukaj se nahajata dve sobi, ena je malo manjša, ena kar precej velika. Tlele je najprej en tak hodniček, kar precej prostoren. Tukaj je pa zdaj vhod najprej v ta prvo, ta manjšo sobo. Ja, vse nekaj veliko za povedati, pač soba ne zgleda glih lepo,
Ta zgornja nadstropje je v precej slabšem stanju kot spodnje, ker spodnje je bilo malo bolj naseljeno v zadnjem času, zgornjega pa zgleda niso kaj dosti uporabljali. Ima pa veliko prostora, še posebej nam je všeč tale del, se pravi tukaj. To so take podstrešne shrambe, ki jih ima večinoma vse švedske hiše, ampak ponavadi so take zelo nizke, da se moraš skoraj po kolenih plazati noter in težko kaj pospravaš. Ta hiša pa res velike in prostorne. Evo, takole. In kar nam je še všeč pri tej hiši, je to, da je dejansko masivna gradnja iz teh brun, kar zdaj več ne delajo, zdaj mislim tudi še, ampak je precej dražje kot skeletna gradnja, ampak ta masivna gradnja je dosti bolj kvalitetna in tudi precej bolj izolativna, tako da so kar zadovoljna, da je takšna gradnja. In tudi ja, ta shramba je zelo prostorna in se da lepo noter hoditi. Zdaj se bomo vrnili nazaj na hodnik in lahko gremo pogledati še drugo shrambo, ki je na drugi strani, na drugem podstrešju. No. Ta je malo bolj urejena in ima tudi že stelaže. Tako da tudi tukaj je kar veliko prostora za shranjevanje. In super je, ker se res da noter stati in se ne rabiš sklanjati in bati za to, da se boš v glavo udaril. Razen, ko greš skozi vrata, no, tam se je treba malo sklanjati. Evo, zdaj pa še ta zadnja soba, to je pa taka večja spalnica. Ta je kar precej velika, ima tudi tale star švedski kuhalnik oziroma šporget, tako da kar bo s tem še ne veva, se še niso odločili, ampak nama je drugače kar všeč. Je pa ta soba kar zelo prostorna, zdaj mogoče zgleda malo manj, ker sta tukaj še te dve kakor ogradni omari, tako da če teh omar ne bi bilo, bi bila še malo bolj prostorna. Evo, to je to od naše hiške. Midva se že veseliva končnega izdelka. Do takrat bo sicer še nekaj časa pretekel, pa kar veliko truda, ampak ja, se veseliva, da začneva z delom. Nisva pa nič govorila, kakšni so najini plani in kako bova prenovila, ker ja, upam, da boste spremljali in boste vse videli tekom renovacije.